Jaz sem se odločila za en zelo poseben izziv za ta teden in to je to, da svoj telefon zamenjam za flip phone. Ta teden bom delala en teden brez pametnega telefona challenge in v nadomestek sem vzela tale Samsungov flip phone, to je mamin star telefon, tudi njeno ozadje je zadaj in sem ga že testirala, dela. Sem hotela ta izziv delati že prej, ampak moja ta mala SIM kartica ni šla ta v telefon, teda sem mogla iti na A1 po adapter, ampak zdaj je noter in zdaj lepo dela. Testirala sem ga, prele sem klicala mami, dela. SMS sem tudi že dobila nek popust od A1. Edin, kar me je strah, nisem še nobenega SMS-a napisala, ker pač tale tipkovnica, sem 90s child. Znam upravljati to tipkovnico, ampak smo navajeni danes, da napišeš cel spis za en SMS in pač tukaj ne moreš. To bo v glavnem zanimiv izziv. Odločila sem se, da bom pač 7 dni skupaj uporabljala ta telefon. Moram pa dati en manjši disclaimer, da ne bo 100% čist brez kakršnih koli naprav, v bistvu samo brez pametnega telefona, se pravi brez mojega iPhona. Ker se službeno ukvarjam z uploadanjem objav na moje socialne medije, bom za uploadanje uporabljala moj iPad, ampak je vseeno pač fora, da iPad je tak, that's what she said. Glavno ogromen je, ne morem ga nikamor pač s sabo nesti, dejansko ga pač ful malo uporabljam, pa logično še vedno bom uporabljala računalnik za moj biznis. Dejansko, nažalost, ne morem narediti 100% tega izziva, bom pa probala čim več. Se pravi, kaj pomeni to, da sem zdaj brez telefona? To pomeni brez casual Instagrama, brez TikToka, brez YouTubea na telefonu, načeloma tudi brez Google Mapsov, spletne banke, to sploh nisem pomislila. Ja, v glavnem zanimiv teden je pred mano. Zdajle sem se jaz kar usedla pred moj računalnik, tak da. Grem jaz zdaj prečekirati moje maile, odgovoriti, kaj moram za biznis, pol pa pač bomo videli od tega naprej. Sodelovanja so včasih zanimiva. Oh my god, they got so good. Ne morem verjeti. Dobila sem en mail za sodelovanje z Rainway. Dejansko pa sem odgovorila, jaz če sem vsak mail odgovorim, ja, sure, pošljite mi budget in potem bomo morda sodelovali. V glavnem, tak mail z vsemi podatki, kaj vse moram narediti in tudi povedali so, kak bo budget. Rekli so neki Jurija. In takoj, ko sem jaz to slišala, sem like, that's sus. Reddit! Turns out, da je virus. Tak da, če dobite kakršenkoli tak mail, don't download anything. Dobesedno v mailu sem dobila MP3 pozdrav od lastnika firme. I was like, ampak jaz sem ta teden dobila že vsaj 4 take maile. In vsak je bolj dovršen. Jaz ne moram verjeti, on ima dejansko tak website postavljen gor. Legit, marsikdo bi se verjetno usral na tako stvar. Poznam tudi ljudi, ki so se. Že par let nazaj so bili taki in pač oh my god. Ne vem, kaj narečem, vam previdni bodite. Če ste kakorkoli na internetu, pa da dobite kak tak mail, Jesus Christ, do not open anything. Zdaj pa res grem se vsest pobrati. Ok, turns out, da niso vsi sponzori scam in da niso čisto vsi brez veze, ker današnji video ima dejansko sponzorja. Ta video sponzorira Defense, ki je v bistvu spletna platforma za vse ustvarjalce, ki hočejo s tem, kar delajo, tudi nekaj zaslužiti. Spet prečekirati link dol spodaj, na hitro naj vam pa povem, da so ful varni, kreatorje dajo vedno na prvo mesto, zelo inkluzivni, imajo super customer support in pa manj omejitev glede kontenta. Na sceni so že 2 leti in se stalno izboljšujejo. Zdaj podpirajo tudi kreditne kartice, lokalne načine plačila in pa bančna nakazila za dvig denarja. Dodali so pa tudi AI chatbote. Tako da nima veze, a ste umetnik, a ste podcaster, a delate videe tako jaz, ali pa objavljate kakršenkoli drug content na internetu. Na Defense so vsi dobrodošli. Dol spodaj v link, mi pa gremo naprej gledati, kak sem jaz trpela brez telefona. Kaj bilo poslal poslati? Veš, kaj je poleti fajn. Samo malo vržeš tudi deko gor in imaš poslano posla. Trenutno berem tole. Tole je Drive Me Crazy, ker sem že govorila o njej. Ful mi ni všeč svetloba tekle. V bistvu je fanfiction o Formuli 1. Zdaj sem na 106. strani. Cilj mi pa je, da danes preberem še 100 strani. Jaz sem res tako določena, da preberem 100 strani na dan. Tako da, tokle, to bom prebrala danes. Cilj, da preberem celo knjigo v 3 dneh. To ni nerealistično. Glavno, let's get reading. Luna, jaz se hočem sesti tu. Ojoj. To imam pa tukaj, tako dojenček, ki mora imeti dudo skozi blizu, če slučajno ne porabim. Pa pogledam telefon. Nič se ne dogaja. Jan je doma. To je zelo, zelo lepi kader. Jan je prišel domov, zdaj pa gremo k Adiju na viskija. Ja, zakaj jaz vedno gledam, tu se pa zgledam Pa se jaz skozi gledam, ja. Že 10 let zgledam skozi taj. Tu moram gledati. Hi.
Glavnem. Gremo. Bye! Ne vem, zakaj sem rekla bye. Moja mama je zdaj si kupila eno toto torbico in ni imela tudi zadrge tu. In mi je rekla, čuješ, ti znaš ti nekaj šivati ali nekaj, čuj, štajerske mame. In sem ji zašil zadrgo, ne, zdaj pa ti si po meni rekla, da bi rada imela tu zadaj ene pokete, da bi lahko, oziroma moramo se pogovarjati slovensko. Ne rabiš, it's my channel, I don't care. Yes! Za telefon, za denarnico pa sključe. In bomo to naredili. Edino kaj problem? To je torbica iz Sinseja. Hercules, it is Hercules, you can have cuties. I need a Pegasus. Yeah. Ko sem žvala povedati? Lahko vam pokažem, kaj sem dala downloadat. Ni še, what the fuck? Oh my god. 100 gigabajtov? Why the fuck je to tak huge? That's what she said. Jaz sem danes imela tek poln crash out, ker sem prele hotela downloadat Avatarja na Steamu. In jaz vidim, da te igre ni nikjer v mojem libraryju, čeprav vem, da sem jo dobila kot gift na Steam. In pa mi je Jan pogooglal in je ugotovil, da je na Ubisoft Connect. Luna je pa že sedem tukaj. Lepo pančka. Ojoj, pozdravi YouTube, živo YouTube. Shit, proteinu mi je zmanjkalo. Wait a minute. Kak Jim Rat je zdaj rad. Proteini! Jaz sedim tukaj spodaj in špilam Shadows in sam čujem, kak se tek se malo zamaknejo tete. In se šla v sekundi ono. Fuck, in skozi čas je, da gremo, čas je, da gremo. Ne, čas je, da gremo. Kako čila lepo tam. Cheeseburger čakam. Ajde, gremo. To so pa uhani od Nekota. Od mojega frizerja. Delohančke. Že imamo prvi problem. Jaz imam na iPhoneu naslov od Adija. Kaj sem? Činko. Kako mi to cringe beseda? Zakaj? Ne vem. Poglavno, na mojemu iPhoneu je naslov od Adija in zdaj bomo, ne vem. Čak, mogoče tukaj na navigaciji. Yes. Zadnji cilj je... Samo že dolgo nismo bila tam. Evo ga. Smo že najdla. Imamo lokacijo. Na srečo nimamo pametnih telefonov, imamo pa pameten avto, tako da tudi to je nekaj. Ta problem, da ne bi imela Google Mapsa ta teden, je rešen. Gledam to, da si zdaj trofil točno 40 €, ne? Ja. A mi lahko je Monster prinesiš? Pokaži račun. It's a cat. Hi. Krokodil je se vzoril. Dude, beat! Baraka, mo lahko en friz damo gor, pa peklo rek? Ja. Ne, Lauro Kumara je, what the fuck. Lauro Kumara? Ja, Zelenjavčki. Zelenjavčko ti nisi gledal? Jaz sem carnivore, what the fuck do you think? Drugi dan, jaz sem glih kar z mamo podgovorila po telefonu, čakaj. In sem bila to cool, ker sem prekinila in sem bila tek. Greč pa nisem čula telefona, zaradi tega, ker pač ni iPhone zvonjenje in sem bila ono. Nekomu zvoni telefon. Gor olko vam za zadnje. Ker nimam drugih fotk na tem telefonu. Okay. Oziroma, včeraj smo zunaj bili do 2 zjutraj in sem naredila par fotkic, zelo so lepe. Ful je smotrno, ko ima tukaj kamero, pa vidim prst čez. Fuck, je bilo to. Priti samo svetlobo. Ker rabimo svetlobo, ker ta telefon... Wow. Gledam boljše kot na smartfonah, actually. Če da naredim selfie. Ok, it's not that bad. V glavnem, kaj zdaj delamo? Zdaj bomo jajčke pečemo v airfryerju, ko bomo naredila egg salad sandwiches. Ne, jaz sem dobila SMS. Plačati moram račun za ena. Zdaj sem tako tule sedela na tem stolu in sem brala in sem imela emotional support. Lej to, kak je lep. Vem, kaj gledaš. Zdaj pa misli, da me ti tak na vsake 2 dni v bana spraviš? Ne, to sem ga sam naučila jaz. Ne delamo jaz frizure, sam pač zdaj je lepo natreniran, pa zna narediti si sam frizur. Kaj imaš pa tu vse? Majoneza, malo popra, malo soli, šnitla, pa sirača. Evo, to je moj sandvič. In noter smo dala še, oziroma Jan je dal brusnice. Zdaj smo snemala v parku, smo delala eno reklamo za tale očala od moje lece.si. Moje minus lece.si. Janko mi je kupil rožice, da smo imeli lep fotoshooting, tako da bo ta content kmalu na mojem profilu. Zdaj pa gremo dam, pa kupila smo Lunici eno hrano in to.
in priboljške. In dejansko pač jaz rabim to kamero skozi ravno nositi, pa se tako pretend še sledo bečke, nosim kamero zraven. Z telefonom je lažje, ker noben ne opazi, da snemaš. Greš v trgovino s kamero, te pa kar ven mržejo. Zdaj pa bom jaz pojedla sirnico. It was a fun day. Yeah, it was a fun day indeed. Jaz sem ti sicer vzela cel dan za tole, ti greš še delat danes. Yeah, I'm sorry. Pač ta šparov burek je tak glih prav masten in je tok dober. Oh my god, pardon. Ne burek, sirnica. Tretji dan. SMS sem dobila od Jana. Jaz rabim zdaj pol ure, da odgovorim na SMS. In on mi spama. Jaz se honestly ni toliko bad. I'm not that bad v pisanju na to tipkovnico. Baterije mi je zmanjkalo, jaz sem se mogla predstaviti. Glavno, še vedno sem kind of a 90s kid, ker sem pač 97-letnik in pač itak v Sloveniji smo imeli te telefone še do 2010. But you know what I mean, glavno, jaz sem se naučila tajpati na ta telefon in zato ni toliko težko, traja pa stokrat dlje. Ampak sem prav razmišljala, dejansko mora biti vse instantly nowadays. In to je tudi ena stvar. Ker res rabiš potrpljenje, ne znati tajpaš en message, sporočilo, slovenščina. Če že druga ne, okej, pač ja, sej imaš tukaj številčnico, pa potem pač črke na njih. Ampak če hočeš dati črko, ne vem, L, potem pa črko K, moraš pač počakati vmes par sekund, zaradi tega, da pač lahko pritisneš še enkrat. And it takes a strong person, da dejansko skozi pač tako pišeš. But it's alright, meni ni tako hudo, zdaj definitivno ko bo konc tega tedna, bom zamenjala nazaj na normalen telefon, ne bi mogla preživeti s tem. Pač te stvari, ki se jih zdaj opažam pri sebi, koliko nepotrpežljiva sem. Ampak sem pa ugotovila, da včeraj, ko smo z Janom šla snemat, sem imela pač sam ta telefon zraven, ne. In dejansko, jaz ga nisem iz žepa potegnila niti enkrat, tudi tak čez cel dan ga res redko kdaj odprem pa pogledam, ker pač no new messages, ker pač jaz dejansko z nikomor ne pišem po SMS-ih, razen če je res nujno. Tisti, ki jim je res pa mar me bojo poklicali, ali pa pač, če bi bilo kaj takega, bi me že kdo poklical. Zaenkrat pa pač ja, če rabim maile, sem itak tam, ampak to se tudi učim, koliko moramo biti zdaj za službo konstantno available, oziroma skozi na voljo. Jaz zdaj nisem, ko grem ven, pa nimam MacBooka zraven, sem pač unavailable. Ni me, če je kaj nujnega, poklič. In tako, ko grem ven, dejansko čutim tako malo mir, ta trenutek me nobeden ne more dobiti. Ne vem, da dobim nek mail, bom videla pač naslednjo jutro, ko grem na računalnik, ali pa pač zvečer, ko mogoče pogledam še kakšne maile. Čez dan, ko sem zunaj, sem pa ful bolj tak easy, veš, nič ne more biti toliko nujnega, da bi mogla takoj odgovoriti. Zdaj pa grem jaz kuhno pospraviti, pa žal ne moram snemati zraven zaradi tega, ker je baterija na kameri prazna, da mora se tukaj filati. Zraven bom pa na iPadu, tam ga lahko vidite, bom poslušala podcast od Emma Chamberlain, ker mi je ful cool, ker ima take malo bolj easy in pač to je res tak en mojih podcastov, ker sam ona se pogovarja sama s sabo in mi je full vibe. My god, po strani angle. Ugotovila sem, da meni zdaj Jan full updata cel dan, kaj dela in pač napiše cel spis, kaj dela. Jaz pa pač ne ljubi se mi toliko pisati na ta telefon. Napišem približno, kaj počnem, ampak ne morem pa iti v detajle in povedati, ja, in potem je bilo ful fajn, ker sem to, pa sem ono, pa bla bla bla. Je v bistvu tudi tak moment, smo toliko navajeni se updatati čez cel dan, kaj počnemo, da enostavno pa kot tista druga oseba, pač če živite z nekom, partnerjem ali pa kakorkoli, ko prije ona domov, se nimaš kaj več pogovarjati, ker je ono, to si že povedal. Če pa pač tega ne moreš čez dan delati, pa pač drug partner pride domov in ti poveš, ja, in pa sem delal to, in pa sem delal tisto, in pa sem delal ono, in ne vem, bla 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 bla, se nekaj pogovarjaš. Če smo pa skozi na vezi, je pa enostavno pa zgubiš tist mystery, oziroma pač tisto, kar bi se lahko pogovarjal, tist žmoht pogovora. Ker meni se še vseeno zdi, da pač pogovarjam preko SMS-ov, oziroma preko sporočil nasploh. Pogovarjam se s Tejo, pa ne vem, s kakim friendom, ki pač dolž živi, ampak ne zares. Nimam te potrebe, da se konstantno updatamo, ne, in s Tejo si sicer kaj napišemo, ampak bolj je point v tem, da gremo midve na kavo in potem se na tisti kavi pomenimo vse za nazaj. To je zelo zanimiv eksperiment, čisto iskreno. Jaz se čutim, da postajam boljša oseba, zaradi tega, ker nimam, ali pa je to samo ono, jaz sem zdaj pretentious, ker jaz nisem tako, vsi ostali, ki ste addicted to your phones, oh my god. Also, to je full satisfying delati. Oprosti, ampak jaz se tega ne grem. Grem jaz zdaj kuhno do konca pospraviti. Sem pa razmišljala, kaj bi lahko danes še delala. Poslušala sem epizodo od Eminga podcasta, kjer je razlagala stvari, ki jih lahko delaš po leti, namesto tega, da doom scrollaš, kar je perfekt trenutno za mene. In je rekla, da nekaj speč.
da lahko nekaj spečeš from scratch. Jaz zdaj verjetno ne bom from scratch, danes sem najdla v skrinji rogličke, ki jih lahko naredim. Sicer to je dobesedno, samo daš v pečico, pa jih pač narediš. Bom pol popoldan, mogoče šla v trgovino in bom kupila mafine. Oziroma kakršnekoli pecivo, da ga lahko naredim. Zdaj delam te stvari, namesto da sem tudi tako. That's very good. Zdaj sem actually cel dan montirala. Janov sem delala ene videe, pa mečken sem risala zraven med tem, ki sem čakala, da se eksportajo. Zdaj pa grem počasi v trgovino, kar je tudi en challenge posebej, zaradi tega, ker si moram dejansko na list papirja napisati, kaj moram kupiti. Ker ne moram pogledati na telefon. Še ena stvar, na katero drugače sploh ne pomislim, iskreno. Pač napišeš v novce in to je to. Sem prišla iz trgovine, vam pokažem, kaj sem kupila. Damn, ta svetloba je amazing. Zdaj kaj boljš? Niti ne. It is what it is. Ko sem prej rekla, da bom kupila brownie, da jo bom jutro delala. Puding bom naredila. Vzela sem si to čokolado, ki jaz obožujem kar tak jest. Sploh ne rabim peč, tako kuhati, jaz jo pač stopim in jem. Banane sem kupila, skuto sem kupila, pa ena granatna jabolka. Bila je 2 evra. What the hell? Vzela sem še ingver, da bom nekaj smoothie delala. Pa sem vzela pa še tole, ker mi je dolg cajt. A ne, pač jaz zdaj nijem kaj delati, ker pač mi se po moje sploh ne zavedamo, koliko časa wastamo dejansko na telefonu. Jaz sem toliko prostega časa, zdaj sploh glede na to, da pač delam od doma in delam takrat, ko pač dobim inspiration za delati, ne rabim biti od 8 do 4. In ja, mi je pač rabim nekaj, da delam vmes in so vzela križanke. Pa zraven, da sem se nagradila, sem si vzela še svinčnik. Toča je. Delala sem križanke, zdaj malo si grem pa narediti en smoothie, ker sem si kupila sestavine za smoothie. Hi! Naslednji dan, danes nisem nič kaj dosti snemala. Vzadnji se sliši od Eme podcast, ki ga skozi basically zdaj poslušam. Stuširala sem se, hence the undid hair. Imela smo z Janom eno cute kosilo, pa zraven smo gledala Fantastic Four, pa mečken sem igrala Avatar Frontiers of Pandora. A ja, pa knjigo sem prebrala do konca, that's amazing. Jaz sem se pa odločila, da naredim tele brownie, ki sem včeraj kupila. Čist simple, ker so pač vsi out of the box. Tako da rabim 2 jajci, 100 ml vode, pa 100 ml suncokretovo ulja, oziroma sončničnega olja. Ulje, jaja. Pa če jaz teh zmenim jezik kanala, the fuck, that would be epic. Ne znam dost, tako da to bi bilo cringe. Zdaj pa rabim jaz eno posodo, kjer bom to zdaj delala. Also, ne rabim unga, a veš, mikserja. Lahko kar z tole lopatko. Janova mama je slaščičarka in nama je dala tole lopatko za delati stuff in sem tak gospa slaščičarka, jaz se zelo opravičujem. Ampak s tem moram začeti, zato da me bo potem boostalo confidence, da bom spekla še kaj drugega. Tu se zdaj peče. Glede tega, kar sem prej rekla, ker pač začneš z vsemi stvarmi v easy. In pač to je zdaj moje v easy, da začnem peč. Res živimo v enem takem času, kjer je treba skozi z nekom tekmovati. Skozi je treba, oh my god, jaz znam najbolj zakompliciran recept speč, jaz znam pa to, jaz znam pa ono, jaz pa tok dvignem, jaz pa tok laufam, jaz pa tok preberem, bla 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 bla. Koliko je to brez veze, pač? Ker trenutno nisem na internetu, oziroma pač nimam dostopa do Instagrama in vse to, pač jaz trenutno z nikomer ne tekmujem, ker tega pač ne bo noben videl, razen vi, ki boste gledali video. Ampak jaz to delam za sebe, zelo enako pojedla, nikoli ne bolj zdravo. Ampak tudi to je ena stvar, v kateri skozi tekmujemo, kdo bolj zdravo je. Who the fuck gives a shit? Skrbite za svoje zdravje, ampak ne rabijo tako vsi tega slišati. Pač delite stvari v svojem ritmu, ne se nekaj silite v stvari. Recimo tudi pri branju, ker jaz pač ogromno berem. Jaz sem zdaj res uno knjigo sem v 3 dneh prebrala. To za mene ni competition. Jaz nisem nikomu povedala, da bom prebrala knjigo v 3 dneh.
oziroma vam sem, ampak jaz vsak teden preberem 2 knjige in to je pač for me. Ampak nisem pa začela tako hitro. Ko sem se jaz spet nazaj spravila brat mečkam bolj, sem v bistvu še enkrat prebrala Harryja Potterja, ki je zelo easy knjiga. Počasih, ko imam kako tako obdobje, da se težko spravim spet nazaj v branje, si ne vem, na mladinskem oddelku v knjižnici sposodim kako tako ful tanko knjigo. Sam zaradi tega, da pač nekaj dobiš ta drive oziroma da natreniraš svoje možgane, da to dolgo berejo in potem pač nenadoma lahko prebereš tudi tako knjigo v easy. Pač potem, ko se natreniraš nekaj cajta. Ampak ja, pač ni competition. Pač nič ni competition v lifeu. Vsi smo vsake za sebe in pač na koncu ti noben ne bo dal medalje, ker si spekel več stvari, ki sem jih spekla jaz. A pa ne vem, meni ne bo noben dal medalje zaradi tega, ker sem posnela toliko več vlogov kot nekdo drug. Nobody cares. Delite stvari, ki vas veselijo v ritmu, ki vas veseli. Zdaj sem ugotovila, da ta video je vedno bolj deep. Kaj ti naredijo 3 dnevi brez telefona? Fucking razmišljati začneš. Zdaj bom počakala 40 minut, da se tole speče, medtem bom probala začeti brati novo knjigo, ampak verjetno mi to ne vrata, od tega bom verjetno šla Avatarja igrati naprej, ker sem zdaj začela igrati. In zraven pozorim podcaste, tako da je zelo fun. Pa mogoče bilo fajn pečico spucati. Je malo mazana. Ne, tudi mogoče jutri. Ne bom imela nič druga za delati. Zdaj moram igrati Avatarja, gremo. Evo, kuhamo igrci in tudi tukaj je fertik. Vroče je. Brownies are ready! Ok, zdaj sem se odločila, da bom dala actually gor še puding, kot en tak extra layer. Sicer zdaj razmišljam, da mogoče fajn, da bi čokolado dala še čist na vrh gor na puding, ampak dober. Ok, smo iz trgovine, bojo vmes že kosilo, Jan je zdaj šel delat, odgovorila sem na maile, bla 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 bla, v glavnem, zdaj pa vam pokažem, kaj sem kupila v DM-u, kaj sem bila prave. Kupila sem ta šampon, ki naj bi bil dober za rast las, I don't know, pa sem zraven vzela še to. Drugače, honestly, to od zadnji leži izgleda kot neko olje za avto. Šamponi za moške, naj bi bil za moške, bil na moškem oddelku, čeprav včasih ni bil. Res je tak, mora izgledati moška, ker drugače moški ne jo hoteli uporabljati, ker bojo izgledali malo. Vzela sem še tole, da si bom pobarvala trepalnice, ker imam zdaj končno dolge, sem se ne vidi zaradi tega, ker so blond. Tole sem vzela, tole je za scrubbat body, pač, ker se tuširaš. Pa kupila sem še dejansko scrub, ki mi ga je zdaj zmanjkal. Blackberry and sugar. Diši! Pa vzela sem še tole. Danes bom imela en tak self-care day. Zdaj si grem narediti trepalnice, pa bom verjetno šla po tuš tole sprobat. Damn! Koliko to boli, če gre to uč. Oh my god! Ampak je cute. Zdaj sem mačkam bolj comfy. Zdaj sem delala malo tele kristalčke. Te v bistvu delam za Janovo mami, te da bojo v bistvu darilo za njo. Zadnji sem naredila še ene, tiste stare sem končala, ampak jaz ful nisem navezana na te slike. Meni je to sam fun delati medtem, ko poslušam podcaste. Trenutno poslušam eno staro epizodo od Pink Mess in potem, ko je fertik, jo kuhnem bake. Ne, toto bom verjetno moji mami dala, ono bom dala pa Janovi mami. Ne vem, meni je to res sam point, da jih delam, nočem jih obdržati, ker so waste. Jaz smo raje na stenah svoje slike. Te 3 zgori smo naredili pri Teji, smo imeli neki challenge. Toto sem jaz naredila Janu za Valentinovo, I think. Tata je pa zelo special, ker jo je naredila od moje mami teta. Zraven pa pijem passion potion, mačken z sokom od kivija. To je meni najboljša kombinacija. Drugač, zdaj ga res pijem že redno en teden in jaz moram reči, da actually, jaz se počutim tako dober. Sara, vsaka čast v glavnem, dol spodaj bo link, tole ni sponsored, ampak ona bo definitivno omeniti, ker je amazing. Hvala, mačken stanovanje, pol sem par stvari delala in potem je našla mami obisk. Včeraj sem pomal cleaning day, danes pa pač pucam stanovanje, zdaj sem spucala celo kopalnico, zdaj pučem še tukaj produktiven dan. A ja, pa včeraj sem si končno malo zravnala lase. Pa imam na glas isto zdaj, oh my god, shut up! Danes je sreda. In prišla je nova sezona Wednesday, tako da danes bom to gledala. 4 epizode imam za pogledati. In tako sem excited, da sem zdaj, ker sem gledala intro, sem si naredila kitke, ker sem bila like... You have no idea, koliko sem jaz excited za spooky season. My god, pač jesen je my time in sovražni poletje in
Komi čakam, da se fully začne september, da lahko začnemo okraševati za jesen, da bom imela one oranžne listke posod in vse to, tako da avgust je officially prvi dan jeseni za mene. Delicious. Hell, ja. Okay, zdaj, teden brez iPhona je uradno za mano, naj vam pa pokažem še zadnji dan, kaj se je dogajalo, ker je še vseeno bila ena lekcija, recimo, o kateri hočem govoriti. V glavnem šla sem v New Yorker, ker je Jan imel neke opravke in sem tam snimala majčken haul, malo sem gledala stvari, kaj bi si kupila, tako da lahko to vidite, ampak zraven sem pa ugotovila eno stvar. Ta telefon je meni na eni točki medtem, ko sem snemala crknil, oziroma pa spraznila se je baterija, pa v celem tednu sem ga sama enkrat filala, tako da... In mene Jan ni mogel poklicati. Ker jaz sploh nisem vedela, da je ta telefon ugasnjen in pač se zgodi. In jaz pridem iz trgovine po kaki uri in vidim, da je telefon ugasnjen in ga priklopim in vidim neodgovorjene klice od Jana. In sem oh my god, itak da je že fertik, valjda, že pol ure nazaj verjetno je bil. In jaz pridem ven in zunaj je bila ena kavarnica in on lepo sedi tam in me čaka. Oh wow, okej, jaz sem mislila, da boš jezen ali ne vem, da boš neki, kaj se mi ne javiš, kje pa si, bla bla bla. Ampak ne, enostavno je počakal. In se mi zdi, da zaradi tega mogoče midva zares ne rabima tega izziva, ne rabima neke imeti te, da smo brez telefona, da telefoni so zlobni, bla bla bla. Zato, ker imamo načeloma na koncu dneva še vedno dosti zdrav odnos do telefona. Sicer si šerama lokacijo, ampak zdaj, ko je Jan en teden ni imel moje lokacije, ne vem, midva je nimamo zato, da se nadziramo med sabo, ampak je bolj zato kao za varnost, pa recimo, če Jan hodi v službo, zato da jaz vidim, da je on štarta, da pač vem, koliko še ima do doma, da jaz kuham večerjo, ali pa take fore, ne ono, da bi se zdaj mogla nadzirati, pa da konstantno vemo, kje smo. In to se mi zdi, da imamo nek tak, tako sem prej rekla, zdrav odnos do telefona in sem ful ponosna, da imamo tak odnos s tehnologijo. Zdaj pa jaz sem par dni že nazaj na iPhonu in sem opazila pri sebi, da imam ful manj potrebo po tem, da dejansko brez veze visim na TikToku. Se mi zgodi recimo zjutraj, ko pijem kavo, sem še vedno raje na TikToku, ko pa kaj druga. Priznam, ampak na eni točki si rečem, ok, zdaj je bilo to in ga odložim in pol čez dan raje vzamem knjigo ali pa grem karkoli drugega delati, če je tako, da imam par minut fraj. Oziroma, da pač nimam kaj drugega za delati. Teda je bila na koncu še vedno ena lepa izkušnja in sem se marsikaj naučila od nje. Če imate priložnost, probajte še vi en takle izziv. Zdaj pa mi dal spodaj komentirajte, kak izziv še ne naslednjič naredim. Zdaj imam v planu par takih izzivov z ChatGPT-em, da mi, ne vem, predlaga neko dieto ali pa da mi ChatGPT narekuje, kaj naj nosim čez dan, cel teden in podobne stvari. Teda napišite mi dal spodaj, kaj bi vas najbolj zanimalo. Drugač pa ja, hvala, da ste gledali tale video. Če vam je bil všeč, mi dajte en like, da spodaj se naročite na moj kanal in komentirajte kaj, pa se vidimo naslednjič. Lepo se imejte in veliko se smejte. Čau!